Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. Ljubljana radi, LPP se gradi. Ljubljanski župan Zoran Janković je podražil potniški promet tako, da cena letne vozovnice zdaj znaša okroglih 100 evrčkov več kot v sosednjem Gradcu. Ja, drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani, Zokijeva velika mestna družina pač veliko stane. In skupaj ste najlepše mesto na svetu. Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3, resnica boli, komentarji še bolj in smrt sovražnemu govoru, svoboda narodu. Danes bomo za vas komentirali Marjan prvi zedinitelj ruši vse rekorde. Kje so vzroki za rekordno priljubljenost vlade, stranke in njunega predsednika? Kako je naš Marjan osvojil Slovenijo in kdaj bo osvojil še svet, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema, magistrom Ivanom Simičem in dr. Boštjanom M. Turkom. Toplo pozdravljena. Dobro večer. Evo, fanta, mi imamo danes v oddaji častno nalogo in to je, da gledalkam in gledalcem razložimo, odkje korenini ta neverjetna popularnost Marjana Šarca, predsednika vlade. Pa bi najprej tebe vprašal, Ivan, s čim je tebe Marjan osebno recimo najbolj prepričal zdaj v tem kratkem času, kar je predsednik vlade? Da bi me s čim prepričal, to ne bom povedal, zaradi tega, ker me ni z ničemer prepričal, ker to nisem nič pričakoval. Je pa prav gotovo neke vrste fenomen, oziroma jaz imam občutek, da je on že takrat, ko je imitiral oziroma ponašal Drnovška, se je že nekako pripravljal na neko bodočo predsedniško funkcijo, do katere je prišel normalno preko županskega mesta in kakor vidim in kakor gledam občasno, torej gledam veliko, imam občutek, da deluje vse naštudirano. Torej točno ve, kaj bo povedal, kdaj bo povedal, kako bo povedal. Tudi ko je prevzel vlado, je naredil par potez, katere mnogi od nas ne bi naredili, pomeni pristavljanje na dogovor s sindikati, da so se zvišale plače, za katere je bilo tudi javno povedano, da ne vejo, kje bodo še dobili denar. Potem so tudi upokojencem zvišali, kar je bilo za pričakovati, ampak na ta način ti dobiš neko volilno bazo, ki te potem lahko v anketah voli. Tudi, če gledam zadnjih, koliko je zdaj že 4-5 mesecev, ni nič posebnega, nobenega velikega zakona, niso sprejeli pa pomembnega zakona, nič se ne dogaja, pomeni, če bo ta vlada tako vladala, bo zelo popularna, ne bo naredila veliko. Torej jaz osebno, kjerkoli sem kdaj bil na neki taki funkciji, sem želel nekaj spremeniti, pustiti nek pečat, dejansko je pa res, da takrat imaš probleme in če je predsednik vlade ugotovil, da če bo prehiter in preveč menjal, da bo imel težave, potem je normalno, da se je tako odločil. Ljudem se pa to dopade, torej tudi tiste moralne zamenjave poslancev zaradi sendviča, pa zaradi tega in onega, to dviga, bom rekel, odstotek priljubljenosti in očitno bo podaril vse rekorde. Boštjan, tebe bi vprašal, ti si se ravno kar tako rekoč vrnil iz Pariza, ne? Kje je zdaj ta Šarčev esprit, ne? Je to nek joie de vivre ali kaj njega tako žene proti vrhom vseh lestvic popularnosti? Ja, hvala, jaz sem se vrnil iz Pariza in sem predaval na Sorboni, tam, kjer sem to doktoriral. Je pa res, da sem imel odprte oči in da sem videl, da je ta fenomen Šarec je fenomen v negativnem smislu, bi rekel, celotne evropske politike. Ti, če hočeš danes v evropski politiki prosperirati in v Sloveniji, moraš biti ad ena nihče, ad B, ne smeš ničesar reči, ad C, ne smeš sprejeti nobenih odločitev in ad D, za nič ne smeš biti odgovoren in ad F, za nič ne smeš biti kompetenten. Ko izpolniš to, potem si lahko namesto, bi rekel, dopoldanske vode v kozarec nalivaš džin,
kot dela pač Jean-Claude Juncker ali Juncker, ali kot ga imenujemo. Skratka, to je nek fenomen, ki si ga jaz ne znam razložiti, ampak Šarec je prav to. Šarec se zaveda, da ne sme reči enega stavka, ki bi bil vsebinski, da ne sme sprejeti ene stvari, ki bi bila vsebinska, da se ne sme v ničemer nikoli izreči. In to ga pač vzdržuje, seveda, mi moramo razumeti, kje ga to vzdržuje. Šarec je človek, ki je prišel z neko manjšo procentualno razliko na vrh tega bloka, v kateri se grmadijo in gomilijo ljudje, kot so Cerar, Bratušek, potem to so nekdani Židan, Erjavec, nekdani kadri Jankoviča, to je Möderndorfer, potem je to tale Veseljak, ki se mu reče, brez veze. V glavnem, on je z malenkostno razliko na vrh tega bloka zlezel, to je blok, bi rekel, BB, blok brezveznikov. In torej on ni niti na volitvah zmagal, niti na volitvah ni nič naredil, pač je s to razliko se je pririnil tja, in tukaj zdaj je. Zdaj, lejte, kar se teh javnomnenjskih raziskav tiče, jaz sem videl to od Mediane. Od Mediane direktorja poznam predvsem potem, da ni sposoben... Misliš, ni na medije, ne? Oprostite, ni na medija, ja. Ni na medija, da ni sposoben ta človek izreči niti enega konsistentnega stavka v slovenščini. To je neverjetno. Ampak zdaj druge javnomnenjske raziskave nisem videl. Je pa res, da Šarec jadra na tako imenovanem vetru negativnega odnosa Evropejcev do politike. Evropejci politikov ne marajo več. Udeležba na volitvah v Sloveniji, na Hrvaškem, v Franciji je 50%, v Franciji malo večja, ampak kljub temu je 50%. Polovica voljivcev se z temi ljudmi, ki prenašajo krompir tlele, kot vidimo v Šajtrgah, pač ne strinja. In ta protest izražajo tako, da volitve abstinirajo. Zdaj, Ivan, ti si rekel, z ničemer me ni prepričal, ampak ljudje pravijo, Šarec rešuje probleme. Zdaj, recimo, minimalno plačo so dvignili, to pa je nekaj, kar je za pozdraviti, Ivan, ali se motim? Glej, vse to je res, ampak smo videli, kako so bili narodni pri tem dvigu minimalne plače. In če se ti odločiš, da boš počel, da boš samo dvigoval, ne vem, plače in tako naprej, nekje ta denar je treba dobiti. To pomeni, da tisti, ki delamo v gospodarstvu, ki služimo denar za te igrice, smo tudi na nek način potem mogoče nori, da cele dneve smo v pisarnah in služimo za davke. Jaz zmeraj priznam, da sem vesel, da lahko plačujem davke v Sloveniji, ampak vse ima neko svojo mejo. In ljudje, ki glasujejo, ljudi ne zanima, kako je ta treba davek plačati. Tudi ne zanima, kaj dosti, kako se ta davek zapravlja, a se dela nekaj racionalno z njim, a se ne dela racionalno. Njim je samo važno, da to sliko, ki jo vidijo, da je slika lepa, da je vse enotno, da se nihče ne razburja, čeprav so gor isti igralci, ki so bili v preteklosti, ki niso bili v redu. In to je ta največji problem. In če ti naštudiraš ljudi, tako kot mislim, da jih je naštudiral predsednik vlade Marjan Šarec, on ve, kaj ljudem ustreza, kaj jim je dobro in bo prekleto pazil, da ne bo naredil nič narobe. Tako kot pravimo, on lahko pove, jutri bo dež, če pa ne bo dež, bo pa sonce. In ima odgovore, torej zmeraj ima odgovor, ki je 100%, in tukaj mu ne moreš dejansko nič očitati. In očitno ljudem je to všeč, ker če bi danes prišel na mesto njega nekdo drug, ki bi rekel, spremenili bomo to, uvedli bomo te zadeve in tako naprej, ta bi imel težave. Imel bi prvo težave z zaposlenimi po ministrstvih, imel bi mogoče težave s svojimi ministri, ki ne bi bili pripravljeni na te spremembe, in to pomeni, da tako vladanje nas bo pač pripeljalo, da bomo imeli mirno obdobje, ampak brez sprememb. Torej, jaz ne verjamem, da bo karkoli novega. Čez 4 leta bomo rekli, bili smo tam, kjer smo bili, pred 4 leti, razen da so nekateri imeli večje plače. No, zdaj, Boštjan, ta fenomen Macron, recimo v Franciji, je bil podoben temu Šarčevemu. S to razliko, da seveda Macron je dobil volitve in predsedniške in potem tudi za parlamentarne, ampak zdaj ni več priljubljen. V bistvu njegova priljubljenost tako rekoč strmoglavila. Vidiš ti kakšne vzporednice, pričakuješ tudi v Sloveniji nek tak scenarij? Ne, jaz se z Ivanom strinjam, oziroma ni nobenega scenarija, tudi Macron ni noben scenarij. Macron je preprosto bil zelo dobro postavljena karta, ki je izločila Marine Le Pen, s tem, da so pač François Fillona, da so ga pač izločila, ker pač ni bil predstavnik elite. Mislim, Macrona si jaz ne bi slikal v nobene zvezde. Ne, mislil sem to, da je zdaj nepopularen, če pričakuješ, da se bo pri nas podobno zgodilo. V januarju
je pa postavil nekaj, bi rekel, zelo brutalnih rekordov. Mislim, da noben francoski predsednik ni bil eno leto po izvolitvi tako rekoč v letu po, se pravi, on je bil 2017 maja zaprisegel, dosegel 80% nepopularnost. Ne. To je Hollande, recimo delal v drugi polovici svojega mandata, Macron dela pa to zdaj. Tako da to je vse skupaj agonija. Tudi Šarec je, recimo, mene Šarec pravzaprav zabava, ne, ker tudi on je prišel, veste, če je nekdo komik, ne, in če se zna hecati, potem, če ga izvolite in ga postavite na mesto predsednika vlade, veste, da boste imeli što serijo, da ne bo nič naredil, lejte, krompir bo vozil. Vse tole, če pravilno viden, vozi krompira, ne. In on bo vozil krompir naslednje leto, pa naslednje leto, pa naslednje leto, potem bojo pa 2 meseca pred volitvami, bojo predčasne volitve, na katerih bo pa nek drug Marjan Šarec ali pa Cerar ali pa karkoli vozil krompir, vkolikor ne bo Marjan Šarec šel kandidirati za predsednika države, ko se bo Borutu Pahorju mandat iztekel. Na to možnost pa zelo resno opozarjam. Zdaj, Ivan, recimo, poleg dviga minimalne plače so se še neke stvari zgodile. Ne? Recimo, podražili so se vrtci, podražili so se domovi za ostarele, dvignile so se cene komunalnih storitev po občinah, ampak nič od tega v bistvu se ni premijeru Šarcu poznalo na rejtingih. Ne? Rejtingi mu vedno še naprej rastejo. Kako ti to komentiraš? Torej, prvo komentiram s tem, da mogoče tisti ljudi, ki so nezadovoljni, se ne upajo oglasiti. Drugo komentiram s tem, da so mediji postali dokaj pasivni. Torej, gledam, kako je bilo to pred leti, so bili napadi zjutraj kot ene piranje ali pa pitbulli. Danes je to vse lepo umirjeno, vse je lepo, nič ni narobe. Zdaj bomo videli, kaj bo konec februarja, ko bodo objavili predloge davčne reforme, tako je bilo obljubljeno. Če se bo tam kaj zgodilo, jaz sem jim že povedal, da če bo efekt pri davčni reformi nič, da najbolj, da ne menjajo nič, ker drugače bodo samo zakomplicirali življenje. In to je ta zadeva. Torej, mediji, tisti, ki bi morali imeti neko besedo, njim je pač ne vidijo nobenih težav. Oni se raje ukvarjajo s tistimi, ki so mogoče okrog Šarca, ki mu nagajajo, da jih to odstavijo. Ampak vse ljudje čutijo, veš, to, da se vrtec podraži, hočeš, nočeš, čutiš. Zakaj recimo minimalno plačo pripisujejo Šarcu, podražitve vrtcev pa ne? Ob tem, da je koalicija v koalicijski pogodbi obljubila recimo brezplačne vrtce. Zato, ker ljudje rečejo, ja, se nam je res povečal plačal, ne? Če bomo malo več plačali za vrtec, pa nič hudega, ampak efekt je na koncu nič. In res ta fenomen bi težko razloži, razen neke pasivnosti ljudi in nekega, bom rekel, obvladovanja medijev, ki se o tem ne pišejo. Jaz medije spremljam, lahko rečem, zadnjih 12-13 let in vem, da take pasivnosti, kot je danes, ni bilo. Mogoče tudi razlog, da so se lastniške strukture zamenjale, da pač gleda vsak svoj interes, ampak tega res ni bilo. Boštjan, je še kaj drugega, na kar moramo opozoriti, ko se pogovarjamo o tem, zakaj je predsednik vlade in stranke tako nenaravno, bi skoraj rekel človek popularen, ne? V bistvu v parih mesecih že ima više rejtinge kot recimo, ne vem, prej Drnovšek in Pahor skupine. Ne, jaz se strinjam pač s tem, kar je bilo do zdaj povedano. Opozarjam seveda, da je ta popularnost zelo relativna, na to opozarjam. Te tako imenovani slovenski mediji in tako imenovane javnomnenjske raziskave imajo svoj zelo močno izražen limit. Vprašanje, koliko ljudi so klicali. Mene niso nikoli klicali. Do zdaj se enkrat ni zgodilo, da bi me kdo poklical pa vprašal za mnenje v teh javnomnenjskih raziskavah. Jaz mislim, da večina ljudi pač Šarca tolerira, preprosto zato, ker pač ne dela nič. Še večja večina, to je pa tiha večina ljudi, ki ne hodijo na volitve, je pa proti Šarcu, absolutno, kot je proti tej politični kasti, ki je v Evropi. Kajti v Evropi obstaja en sam konsens, to je pa ta, da so ljudje proti politikom in proti političnim kastam, ki so v navednicah uzurpirale oblast in uzurpirale, bi rekel, njihovo voljo. To je pa pač fenomen, ki je splošno evropski in ki je zdaj že star, recimo tam nekje od leta 2000 naprej, se to vse bolj kaže in vse globje tonemo. In tukaj bi se jaz vprašal predvsem o tem, kolikšna je zdržnost, ne Marjana Šarca, ker je to brez veze. Kajti vse stvari, ki se danes zgodijo, se zgodijo v Bruslu. Vse, kar je relevantno v dobrem in slabem, se zgodi v Bruslu. Vprašanje, ki si ga pa zastavljam, je pa to, koliko je preživetvena doba Brusla.
po tej poti, po kateri zdaj hodijo, ko je Evropa razdeljena na dva dela, na vzhod in zahod, to je dejstvo, ko je Velika Britanija šla ven, jaz mislim, da se ta doba odšteva tako rekoč v mesecih. To je pa ključno vprašanje. Kajti Šarec je kot Plenković, kot tudi konec koncev Macron, je instaliran, bi rekel, dopuščen strani Brusla, ker pač ne dela problemov. Ker je pač petorazredni človek, on je recimo drugorazredni komik, pa petorazredni politik, in ne dela problemov. Koliko časa bo pa zdržal z Brusla? In ali smo v Evropi že v fazi latentne državljanske vojne, to so pa vprašanja, ki so v bistvu. Ja, prav. Si bomo vzeli zdaj krajši premor, ampak ne nam ujiti, gledalke, gledalci, se vrnemo po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem fenomenalne priljubljenosti našega predsednika vlade. Ostanite. Ponovno pozdravljeni. Z nami sta še vedno Ivan Simič in Boštjan M. Turk, pogovarjamo pa se o tem, zakaj rejtingi našega predsednika vlade Marjana Šarca letijo v nebo. Človek skoraj ne more, da se mu ne bi orosilo oko. Ivan, pravijo, da ljudje, ko odgovarjajo na vprašanje, zakaj je Marjan Šarec tako popularen, pravijo, da zato, ker razume malega človeka. Zdaj, a ti ne razumeš malega človeka oziroma koga si ti predstavljaš? Ker včasih smo rekli za nekoga, veš, da je mali človek, to ni bil ravno kompliment. Ne, mali človek je tisti, ki je pod nivojem vlade. To pomeni, on razume te ljudi in ve, kaj ti ljudje rabijo. Povedal bom samo en banalen primer, ki se zdaj dogaja. Ja, izvoli, ko slišim in berem v medijih, torej, mi nismo dali za maketo, za drugi tir, niti evro davkoplačevalskega denarja. Pomeni, zdaj pa, če to zadevo razdelim, prvo nekateri govorijo, da je bila maketa plačana preko drugih storitev, ker so zneski približno enaki. Če pa ni bila plačana maketa, potem se pa jaz sprašujem, da tisti, ki je bil izbran na javnem razpisu, tisti, ki je to maketo naredil, torej on čaka plačilo 130 tisoč evrov. Zdaj si vi predstavljate, da ste lastnik podjetja ali pa direktor podjetja, kjer vam nekdo ne plača račun 130 tisoč evrov, vi pa morate plačati DDV. To meni, to je vse tako narejeno, včasih bi rekel za ljudi, ki so naivni, ki verjamejo tem zgodbam, kajti tisti, ki mogoče malo vemo, kako to poteka in tudi, ko malo bereš in tudi malo gledaš kakšne druge televizije, vidiš, da so te zadeve lahko bile plačane tudi na drugi način, če pa niso bile plačane, pa še hujše. In s tem se hvaliti, da si nekaj naročil in nisi plačal, je za mene absurd. In to so te, bom rekel, področja, kjer on pridobija te svoje točke in pa normalno za temi nekaterimi odstopi ali pa zamenjavami v ministrski ekipi, pa zdaj ta poslanec, to je ljudem všeč in tisto, kar mene zelo moti, ljudem je všeč, da ti nekaj delaš moralnega, čeprav ne narediš nič. Nič. No, če smo zdaj lahko konkretni, kje recimo se tebi zdi, da Šarec razume malega človeka? Kaj to pomeni razumeti malega človeka? Da mu da tisto, kaj ta mali človek želi. Ampak kaj človek želi, da se govori, kako smo uspešni, kako dobro delamo, kako se ne kregamo, kako je vse lepo, kako je zmanjšana minimalna plača in tako naprej in tako naprej. Zvišena. Tako da to je tisto, to ljudje želijo slišati. Jaz pa, veste, to ločevanje mali, veliki, pridni, nepridni, jaz ločim ljudi samo na ljudi, na tiste, ki so, bom rekel, normalni, s katerimi se lahko pogovarjajo, živijo pošteno in tako naprej, in tiste, ki pač izkoriščajo nek sistem in
Veliko ljudi zna izkoristiti sistem, ampak njim se ne bo zgodilo. Če veste, vi tam lovite enega za neko poli salamo, ki je ukradel, na drugi strani pa ne znamo obsoditi, ne vem, za velike izgubljene projekte, ker smo izgubili stotine milijonov ali pa še več denarja. In zdaj se tudi kregamo okrog tega drugega tira, koliko bo stal, in oni bodo to znali perfektno zapreti. Zato tega, ker enostavno malo ljudi se na to razume, malo ljudi to zna predstaviti. In to je to. Ampak tega človeka je v bistvu Marjan Šarec pripeljal, ne Boštjan, ki ima težave z sendviči in s temi stvarmi. Ne? Ja, seveda, Marjan Šarec ga je pripeljal, ne, mislim, Marjan Šarec in mali človek, bi rekel ne, kot si rekel, kot ste rekli. Sej on je imel to v programu malega človeka. Jaz nimam tega, bi rekel, talenta, pa ga niti najmanj si ne želim imeti. Ampak mali človek Marjana Šarca. Kaj je zdaj, babe, trapaste? Baba je kot šporket, jo vlečeš na zabavo, jo tiši kje, jo tiši tja, jamra skozi, a ne. Vse to je bil program Marjana Šarca, mali človek, a ne. Sej, tako da jaz tega ne bi rekel, ne bo koval, je pa dejstvo, je pa drugo dejstvo, namreč tega se mi ne zavedamo. Zaradi ljudi, ki jih je hotel Luka Mesec v hitlerijanski maniri izgnati iz države, to je podjetnikov, to je gospodarstvenikov, to je izvoznikov, beleži Slovenija v povezavi z gospodarstvom Evropske unije tako imenovan gospodarski boom 4,8 oziroma 5% je bila v letu 2018 gospodarska rast, kar je fenomenalno. Ne? Ampak to seveda nima z Marjanom Šarcem najmanjše zveze, nima najmanjše zveze s slovensko politiko, nima najmanjše zveze z ničemer drugim kot za ljudmi, ki zdaj, ko mi govorimo, v tišini ustvarjajo, imajo odgovornosti za svoja podjetja, delajo v svojih podjetjih in njihova podjetja ustvarjajo, bi rekel, tako imenovan nemški gospodarski oziroma evropski gospodarski boom. In to je ves uspeh Marjana Šarca. Ne? In tudi brezposelnost, recimo, če primerjamo leto 2008 pa 2018, ne? Je brezposelnost skoraj kot 100% manjša. Ampak to je nekaj, so jih, bi rekel, pozaprli po javnem sektorju, kot se reče. Nekaj ljudi je pa pač dela v Avstriji, recimo vzhodna Slovenija, oziroma severovzhodna Slovenija, nekaj ljudi pa pač dela v gospodarstvu in vzdržuje tako imenovan nemški gospodarski čudež. In to je odgovor na vse to vprašanje okrog Marjana Šarca. Ivan, kaj se lahko zgodi, če se recimo te gospodarske razmere poslabšajo? Vemo, Italija je že tehnično v recesiji, Nemčija se je temu komaj izognila, vsi nekako napovedujejo, pričakujejo skorajšno veliko gospodarsko krizo mednarodno. Kaj se po tvoje lahko zgodi s temi rejtingi, če do te krize pride? Lahko ima ta kriza vpliv na te rejtinge ali ga ne more imeti? Ne, oni to že pripravljajo v vseh teh komentarjih, prihaja kriza bo prišla. Torej že ljudstvo sedaj pripravljajo, da pozneje ne bodo nič krivi, ker pač kriza prišla in ne moreš na to vplivati. Pomeni, ko je vse super, se hvališ, da je pač, ko je gospodarska rast, da si za to zaslužen. Ko prišlo pa do krize, bo pač kriza kriva temu. In jaz tudi, če se sam spomnimo, ko sta se takrat oglasila Krapovič in Boscarol glede te davčne reforme, kako so jih vsi napadali. Torej, to je vsekako nekako naštimano, da tisti, ki se oglasi, ga takoj napadi medijsko, dajmo ga raztrgati, ampak jaz, ko se pogovarjam s temi ljudmi, jaz mi rečem, fantje, bodite tiho, lepo delajte v miru, zaslužite svoj denar, poskrbite za sebe in za svoje zaposlene delavce, kajti nihče v vladi vam ne bo zahvalen. Vlada jih bo rabila, ko bo morala pač priti na neko srečanje, ki smo morala predstaviti, drugače pa te uspešne podjetnike niti slučajno jih ne podpirajo, tako kot govorijo, kajti videli smo, kako so napadali Krapoviča in bomo zdaj tudi videli, kaj bo s to davčno reformo, ki jo bodo pripravili, ampak jaz mislim, da bo vse pripravljeno tako, da nam bodo prodali, da s tem obdavčujejo bogate kapitaliste, ki imajo denar in da delajo za malega človeka, da poskrbijo in tako naprej, ampak končno moramo videti, kdo daje službo. Razen, če gremo na to varianto, da bo vedno več ljudi zaposleno v državni upravi in bo glavni delodajalec predsednik vlade. Takrat bo to super in vsi si bodo želeli priti tja v službo. Ampak jaz pravim, da nekdo more to zadevo vzdrževati, nekdo more polniti proračun. No, jaz povem čisto, da se strinjam z Ivanom Simičem, namreč preprosto tega malega človeka vzdržuje ljudje, kot so Krapovič, Boscarol, Pečečnik,
stotine podjetnikov. Vi morate nekaj vedeti, da ogromno podjetnikov slovenskih deluje v avstrijskem zaledju, vi imate med Avstrijo, Nemčijo in Švico ogromno podjetnikov, ki so pač Slovenci in ki so pač uspešni, in ti vzdržujejo malega človeka. Jaz mislim, da je torej državna uprava pač dela svoje, ne vem, ampak živi pa pač od davkov. In dokler ne bo Marjan Šarec imel te norosti, ampak te norosti ni imel niti Miro Cerar pred njima, da se bo lotil obračunavati, kot je hotel Luka Mesec, obračunati s podjetniki, dokler ne bo kdo tega samomora naredil, potem bo ta Slovenija šla naprej, se nam bo nič zgodil. Da bo le, bi rekel, Kitajska zdržala, kajti ta nemški gospodarski čudež temelji na kitajskem absolutno podcenjenem trgu delovne sile, kjer lahko plačaš, oziroma pač Daljni vzhod, kjer lahko plačaš za delo tako rekoč nič, ker delovna sila ne stane nič. Dokaj bo to šlo to naprej, dokaj ne bo imel nekdo neke norosti in se bo to norost bi lahko imela samo združena oziroma tako imenovana levica, združena levica, ne vem kaj so, ampak hkrati je Slovenc po svojem avstro-ogrskem genu toliko racionalen, da če tudi neracionalno izvoli te ljudi v parlament in pač ne da večjih pooblastil. Upajmo, da bo tako ostalo, drugače bo pa katastrofa. A lahko po vašem mnenju vlada recimo zdrži cel mandat, brez da bi potegnila kakršnekoli resno potezo in s tem vznemirila ljudi? Seveda, to bo tudi naredila. Tudi vlada Mira Cerarja ni potegnila nobene poteze in ni nobenega vznemirila in Marjan Šarec namerava napraviti prav to, ne potegniti nobene poteze. Tudi opozicija je pa kaj, je pa amputirana. Ljudske stranke, kolikor sem to rekel, ni nikjer. NSI-ja, kolikor sem to rekel, ni nikjer. Janez Janša v zadnji vztraja, ampak Janez Janša ima toliko izdajalcev v svojih vrstah. Vi samo pogledajte, Lovšin, ki je 1 milijon evrov pobiral v Lichtensteinu. Jože Možina, ki je spravil film o Patrii na televizijo in zabil Janezu Janši nož v hrbet. Ja, sej ne moreš, če te tvoji najožji sodelavci režejo kot salamo, sej ne moreš nič narediti. In zato se Marjanu Šarcu ni treba ničesar bati. Ivan, zdaj, Miro Cerar je prepričljivo dobil volitve, za razliko od Marjana Šarca. Marjan Šarec dobil 13% na volitvah, to ni nek zgodovinski rezultat. Imel je tudi visoke rejtinge in na koncu je bil zelo nepriljubljen, celo odstopil je pred koncem mandata. Kaj bi se po tvoje moralo zgoditi, da bi recimo tudi pri Šarcu videli podoben scenarij? Marjan Šarec je uspel kot drugo uvrščeni na volitvah z, bom rekel, zelo zgleda pametno in dobro naštudirano pripravljenostjo prepričati vse ostale, da so se odločili, da bodo skupaj vladali, bom rekel, na zelo tanki črti vladanja, kajti tu je vprašanje samo, kdaj se to lahko razpade, ampak kolikor vidim, si vsi želijo to oblast in mislim, da ravno zato, ker si vsi želijo oblast, bodo zdržali najverjetneje cel mandat, seveda pod pogojem, da ne bodo delali nekih bistvenih in velikih sprememb, ampak jaz mislim, da tega ne bodo naredili, ker se zavedajo, da če bi hoteli karkoli spremeniti, se jim lahko levica zoprestavi. Že sedaj so imeli za tem, bom rekel, priznanjem drugega venezuelskega predsednika za glavnega, bodo imeli določene težave in bomo videli, kako se bo to odrazilo v bodočnosti. Ampak jaz mislim, da oni si želijo vladati 4 leta, da bodo naredili vse, da bodo vladali 4 leta, kajti v vladi imamo zdaj skoraj 3 predsednike vlade, 2 bivša, enega sedanjega in ljudstvo je zadovoljno. Torej, jaz sem razočaran samo v tem smislu, da se ne bo zgodilo nič novega, nič bistvenega, nobenih velikih sprememb, ki bi dali nek, bom rekel, naš zagon gospodarstvo, ki bi k nam privabilo tuje investitorje, ki bi k nam privabilo, bom rekel, tuje podjetnike, da bi pri nas odpirali podjetja in tako naprej, kajti mi sam razmišljamo, da bi zviševali davke, medtem ko okolica razen Italije zmanjšuje davke. Ampak če gledamo te ankete, recimo rejting Šarcu raste, vsem drugim strankam v koaliciji in tudi stranki Levica pa pada. A lahko koalicijski partnerji zdržijo to cel mandat, če bojo šli še bolj proti dnu, bo lahko zdržijo cel mandat, bojo še naprej podpirali to pač samo vlado ali pa recimo revolucionarno popularno Šarca, s kako računico bi recimo to počeli? Jaz mislim, da Šarec ne bo naredil te napake, da bi mu zdaj ta, bom rekel, popularnost stopila v glavo in da bi se odločil, da bi začel sam vladati, da ne rabi nobene druge stranke, pa da mogoče rabi eno ali pa 2 stranke. Ne, bolj za njih sprašujem, kako se bojo oni obnašali. Ne, jaz mislim, da bo tako, kot je, kajti vse te javnomnenjske raziskave konec koncev toliko niso bistvene so pač glasovi v parlamentu,
ki podpirajo Šarca. Vi imate eno, da bi rekel, situacijo, lahko je pa tudi druga situacija, če bi se ta blok odločil pa začel rušiti Šarca, pa da bi recimo Cerar želel rehabilitirati ali karkoli, pa bi to pač nihalo, ampak zaenkrat je pač konsens, da se nič ne zgodi, ampak to je konsens okrog še enkrat najslabšega. Ti ljudje so najbolj negativen jagodni izbor. Ivan Simič je rekel odlično. Mislim, temeljno dejstvo, kje pa mi imamo v Evropski uniji vlado, v kateri je 5 nekdanjih predsednikov, pa 7 nekdanjih ministrov, ki so si samo poteljali fotele, to je preprosto nehigienično, ampak temu tako je. Cerar, Bratuškova, Erjavec, pa Šarec, ne? pa Židan. Ne? Mislim, da so vsi ljudje, ki so bili ministri in ki so zdaj si pač nekako to po nekem ruski ruleti, so si pač patrone v pištoli prevrtela. Ne? Ampak to nikjer ni. To je pač kraljevina negativne selekcije. In ljudje se tega zavedajo. Še enkrat pravim, polovica Slovencev ne hodi na volitve. Polovica Hrvatov, polovica Evropejcev več ne hodi na volitve, ker nimajo zaupanja v politični razred, ki predstavlja zgolj samega sebe. Marjan Šarec ne predstavlja nikoga drugega razen svojega votlega praznega niča. Tako kot to predstavlja Luka Mesec, tako kot predstavljajo vsi politiki. Peterle ali pa Milan Zver. Ivan, ti si hotel nekaj dodati? Zdaj mi je že ušlo, ker sem še starejši, ampak ne, hotel sem to povedati, da to, kar je povedal kolega, gre za to, da oni, vsi ti, bom rekel, bivši ministri, bivši predsedniki vlade, kajti v normalnem sistemu je nemogoče sestaviti iz teh ljudi neko vlado, ker normalno nekdo, ki je vladal, je sedaj v podrejenem položaju samo zato, ker želi vladati. In ravno zato, ker oni želijo biti vsi pri tem koritu, ker želijo biti zraven, mogoče tudi ne morejo kaj drugega početi, kajti enkrat, ko greš iz funkcije ven in ko začneš v svojem podjetju izpolnjevati, če rečemo temu po domače, položnice in moraš zaslužiti nek denar in plačati DDV, si popolnoma v drugem položaju, razen če jih ne bodo parkirali po nekih državnih podjetjih. In zaradi tega jaz pravim, mi nismo dobili nobenega novega obraza, dobili smo nove ministre, ki so sam zaokrožili. Dobili smo predsednika vlade, ki je nov obraz, ampak ni zmagal na volitvah. Je zelo, jaz rečem, pretkan ali pa pameten, da je znal to vse nemogoče združiti. Jaz nisem pričakoval, da bo lahko te združil, res, da sem pričakoval, da si vsi želijo vladati in da bodo najdli neko formulo, da bodo lahko vladali naprej. In tako bo šlo tudi naprej. Torej, vsi oni si želijo, ker jaz ne vem, naj povedo, kaj drugega bi pa počeli, če ne bi bili tle, ki so. No, jaz napovem, 1 evro grem staviti proti milijonu, da bodo volitve naslednje, ne bodo predčasne, mogoče en mesec, pa bo v regularnem roku. Kdaj bodo? V regularnem roku. Prav, bomo te prijeli za... Naslednje parlamentarne volitve bodo 2022, 2021, mogoče decembra, januarja, takrat, ko mogoče bojo mali inscenirali cirkus, kot ga vsakič, razen 2011. Za desnico je pa temeljno vprašanje, ali bo uspela nabrati. Moramo temeljno vprašanje za desnico povedati po oglasih. Ne nam uiti, gledalke, gledalci, po krajšem premoru se vrnemo z zaključnimi komentarji naših komentatorjev. Dobrodošli še zadnjič nocoj. Boštjan, po Marjanu? Po Marjanu bo Marjan, po Titu bo Tito. Po Marjanu bo Marjan, bo pa nek drug Marjan, tako da ne skrbeti. Dokaj se slovenska desnica ne bo znala zmeniti in dokaj ta demokratčansko-ljudski blok, ne govorim nič o SDS-u, ne bo sposoben artikulirati 20%, bo po Marjanu Marjan. Vedno bo tako. Ivan, po Marjanu? Po Marjanu najbolj pogosto slovensko ime. Se pravi, Janez? To ste rekel. Ok, ne vem, kjer je najbolj pogosto slovensko ime. Mislim, da ti veš. Neki Janez, zakaj pa ne? Janez Novak. Ivan, zdaj pa ne vem. Janez Novak. Lahko je tudi Ivan, če ga prenesemo naprej. Evo, to je res. Predstavljate si, kaj bi šele bilo, če bi se Marjan Šarec pisal Janez Novak. Je vprašanje. Ampak veš, kaj, za mene je večji problem to, kar opažamo, da nihče, ki da koliko na sebe, si ne želi nobene velike funkcije v politiki in
Ker če bi tako bilo, bi oni ministra za kulturo najdli v 1 uri, ne pa da so ga iskali toliko dni. Ne. Ja, pa še ta se je sam prijavil. Ne? Magister Ivan Simič, dr. Boštjan, Marko Turk, najlepša hvala za vajne današnje komentarje v naši oddaji. Gledalke, gledalci, to je bila Marjanovska 247. oddaja Faktor na TV3. Spremljate nas tudi jutri, ko bomo z Radom Pezdirjem komentirali pregon bančnega kriminala in imenovanje novega šefa NPU. Predvsem pa ne pozabite, ni vseeno, kdo kaj reče.